Lepo pozdravljeni. Danes imamo kar dva gosta. Najprej je to nemška kratkodlaka ptičarka Uši, ki je napolnila 6 let in je v svojih najboljših letih. In potem je z nami tukaj Srečko Žerjav. Srečko Žerjav je po osnovni izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, obenem pa je občudovalec narave in lovec. Je podpredsednik Federacije Evropskih lovskih zvez in predsednik centralne regije, ki obsega Avstrijo, Češko, Madžarsko, Poljsko, Švico, Slovaško in Slovenijo. Kar 3 mandate je bil direktor Lovske zveze Slovenije, aktivno deluje v Mednarodnem svetu za lov in ohranitev divjadi in je aktivno udeležen tudi pri nekaterih projektih, kot so Life Plus projektu Life Links, Life Plus projekta Slow Wolf in Dajnal Bir. In mogoče kar prvo vprašanje, to so neka tuja imena, kaj so ti projekti? To so projekti financirani strani Evropske skupnosti iz fonda Life Plus, ki je zelo velik. Gre za večletne projekte, običajno tudi mednarodne, ki so namenjeni, tako kot ime že pove, določenim vrstam velikih zveri. Pravzaprav vse 3 so obdelana skozi te in pa še nekatere druge projekte. Gre pravzaprav za to, da so prvi bili namenjeni znanstveni raziskavi vrste, tudi v smislu genetike in s tem seveda definiciji populacije, to se pravi velikosti populacije, pa tudi strukture. V prvem projektu je bilo zbirano veliko število neinvazivnih genetskih vzorcev, kjer so sodelovali tudi lovci in prispevali skoraj 80% celotnega števila. Število je bilo pa toliko veliko, da pravzaprav z veliko zanesljivostjo vemo danes, koliko je medvedov v Sloveniji oziroma v tem malo širšem prostoru. Podobno je bilo potem z volkom. No, Life Links, ki je namenjen risu, ima pa nekoliko drugačno nalogo. Poleg tega, da se je pri medvedu in volku ugotavljala številčnost in pa seveda sorodstvene vezi, ki se jih da lepo videti skozi genetiko, so bile živali opremljene tudi z ovratnicami, ki so dajale signale in s tem se je seveda dalo ugotoviti, kje se gibljajo, kako se obnašajo, kakšen je njihov areal gibanja. V okviru tega Slow Wolf projekta je bil svetovno znan danes volk Slavc, ki je iz Slovenije preko Avstrije šel. A tako mu je bilo ime Slavc? Slavc. Vsaka žival, ki se jo odlovi in se ji da ovratnico, se imenuje. Ali po neki osebi, ki je vpletena, ali kakorkoli, skratka, ta volk je dobil ime Slavc. Šel je v Avstrijo nad tem prvim velikim tunelom čez Alpe, čez 2000 metrov visoko in potem nekje pri Lienzu v Italijo in do Verone. Nad Verono v hribih je našel samico, v okolju in ustvaril trop. Prej je pa hodil sam? Tukaj se je rodil v Sloveniji, bil je del enega tropa. Trop, glede na to, koliko je možnost prehrane, se samo regulira, rečemo temu, to se pravi, na tem določenem območju lahko preživi določeno število volkov. Višek ali pa določeni osebki, ki so nagnjeni k dispergiranju, kakor se temu reče, pa grejo, iščejo nove teritorije, nove možnosti in tako naprej. Tako da tam je zelo uspešen tisti trop, še vedno deluje. Je pa zelo zanimivo, da je pred 2 leti prišel njegov sin nazaj v Slovenijo, kako vemo, spet po neinvazivnem genetskem vzorcu. To je bil prvi dokumentirana migracija v tako velikem oziroma tako daleč stran za volka, tako da izreden primer. Danes se pogovarjava sicer o lovstvu in o lovu. Tudi do tega sodelovanja z znanostjo bova še prišla proti koncu pogovora, ampak a nam lahko nekako orišete, zakaj se je lov pojavil, kdaj se je pojavil in kakšna je bila njegova pot do danes, ko še vedno obstaja? Ja, lov je verjetno bil tisti, ki je, bom rekel, od primatov naprej, se pravi našim davnim prednikom, pravzaprav dal neko prednost. Omogočil tudi verjetno, da so se razvili bolj kot druge podobne vrste. Namreč lov je v začetku dajal hrano, obleko,
konec koncev orodje so iz kosti izdelovali, uporabljali so živali tudi za verske obrede. To se je zgodilo praktično z nastankom naših prednikov, namreč nabiralništvo pa lov gresta nekako skupaj. Ve se, da tisti, ki so bili bolj uspešni pri lovu, ki so uspeli zagotoviti več hrane, kož in tako naprej, so bili bolj uspešni kot skupnost. In tako se je zadeva potem razvijala. Vedno je bilo v vsaki bakreni, bronasti dobi in tako naprej, so izdelovali konice puščic in druga orodja za lov. Skratka, šlo je za kontinuiteto. Seveda, narava je dajala možnost in treba je bilo priti do hrane, kar se da enostavno. Potem, ko pridemo v antiko in pa v srednji vek, je lov že v določenih primerih šport, drugače pa stvar prestiža, tudi tekmovalnosti že, je pa ponavadi to privilegij vladajočih. Podobno se zgodi v srednjem veku, kjer pač imajo, oziroma v fevdalizmu, kjer imajo fevdalci oblast in seveda s tem pravico do lova, sploh do visokega lova, kot so temu rekli, to so večje živali. Ampak še vedno je bil to lov za to, da je to, kar si vplenil, bila tudi hrana. Da, nedvomno, s tem, da kot sem rekel, včasih je šlo tudi za šport. To se pravi, so prirejali, tako kot so prirejali turnirje, so prirejali določene love v smislu. Ja, v srednjem veku je bilo častno, če si bil povabljen na lov. Na vsak način. Od tam tudi nekje so pisni veri o lovu s pticami, to se pravi sokoli, orli, kragulji in tako naprej. In to je bil pomemben del lova. Ja, to imamo Friderika II. In pravijo, da njegova knjiga o sokolarjenju še danes velja za eno temeljnih knjig, ker je empirična in je vse življenje posvetil opazovanju sokolov. Sem pa zvedela ravno od vas, da sokolarstvo ni samo lovljenje s sokoli, kot bi lahko sklepali z besede, ampak več. Ampak več, kot sem rekel, kragulj, orel celo, sploh v določenih delih Azije lovijo izključno z orli. Tudi v Sloveniji je sokolarstvo legalen način lova, ga zakon predvideva in imamo tudi Sokolarsko zvezo Slovenije in seveda društva, ki lovijo v naših. Kdaj pa se konča ta, kako bi rekla, ta lov, ki ga pripisujemo samo vladajočim razredom, kjer je lov še vedno prestiž? Ja, šlo je pravzaprav za to, da dokler je bil fevdalizem, je bila to stvar oblasti oziroma privilegija. Celo nalagali so tlačanom lovno tlako tudi do 3 dni na teden. In pa v tlako je spadala tudi vzreja psov in sokolov oziroma ptic za lov. Ko pridemo do pomladi narodov, do marčne revolucije, se zadeve seveda spremenijo, nekako tam lahko rečemo v grobem, da pade fevdalizem. Naenkrat je prost dostop, bolj ali manj rečemo, vendar ljudje imajo možnost loviti, konec koncev izsekavanje gozdov in te pojavi so se takrat pojavili. Veliko vrst je bilo na robu izumrtja ali pa celo so jih iztrebili na določenih področjih, tudi pri nas, na primer jelenjad. Tako da takrat se je začel dogajati preobrat. 1870 je bil uveljavljeno zakupništvo, to se pravi, divjad je nikogaršnja last in pripada zemlji. Lastnik zemlje je pa tisti, ki običajno proti plačilu dovoli nekomu ali pa ne dovoli, da na njegovi zemlji lahko lovi. V tistem času 1887, 22. marca, je bilo ustanovljeno tudi prvo slovensko lovsko društvo na Vrhniki. V zakupu je imel občinsko lovišče na Vrhniki. Kmalu zatem so nastala tudi drugje. Govorim seveda o datumu vpisa v sodni register. In tisto, kar je za nas zelo pomembno, 1907 je bilo ustanovljeno Slovensko lovsko društvo kot zveza slovenskih lovskih društev. Že prej so bile na tem teritoriju nemške lovska društva, slovenska so pa nastajala, tako kot sem povedal. Zato gre zakupni sistem, gre potem naprej.
praktično do druge svetovne vojne oziroma po drugi svetovni vojni takratna oblast stvari precej spremeni. Država je lastnik divjadi in določa določeno pravico do lova oziroma do upravljanja z, rečemo, naravo. Takrat je bil seveda lov pomemben vir hrane. Časi so bili težki in seveda temu primerno se je zadeva obnašala. Stvar je šla potem naprej, spreminjali so se zakoni o lovu, ki so regulirali lov v Sloveniji in Jugoslaviji. Je pa treba reči, da pravzaprav do 20 let nazaj je bila lovska zveza tista, ki je regulirala odstrele in upravljanja z lovišči. Šele dobrih 20 let nazaj se je zakon spremenil tako, da je država tista, ki nalaga lovcem, kaj morajo ustreliti konec koncev in kaj morajo v naravi narediti, da bo poskrbljeno za populacije divjadi. No, na to se navezuje tudi moje naslednje vprašanje. Namreč mi, ki nismo lovci, si lovce tako nepopolno predstavljamo, da je to človek, ki gre v gozd s puško in ubija in strelja živali. Seveda, lovstvo je vse kaj drugega. Ne samo to, ampak veliko drugega. Skrbite za habitat, skrbite za biodiverziteto. Katere so torej te naloge lovca, poleg odstrela, ki ga predpiše država? Kaj počnejo lovci? Tako kot ste povedali, lovca si splošna javnost predstavlja kot nekoga, ki vzame puško, gre v gozd in streli prvo žival, ki jo vidi. To z lovom nima nobene veze in tudi, bom rekel, takih lovcev praktično ni v Sloveniji. Naš sistem lova, če zdaj govoriva zgolj o upravljanju z divjadjo, je lov, ki mu pravijo na zahodu selekcijski lov. Namreč vsako društvo, vsaka lovska družina, kot ji rečemo, dobi predpisano za vsako vrsto divjadi, koliko divjadi sme ustreliti po spolu, to je običajno deljeno pol-pol, in pa potem znotraj spola še po starosti, kjer je seveda večja teža oziroma večji odstotek dan na mladi del populacije. Puška je lovčevo orodje samo v nekaj odstotkih časa ali pa rečemo uporabe glede na druga orodja, ki jih uporabljamo. Kot ste rekla, v mnogih primerih smo lovci edini, ki vzdržujemo pašnike v področjih, ki se zaraščajo, bodisi na Krasu, bodisi v planinah. Vzdržujemo steze, po katerih so nekoč hodili domačini na osamljene kmetije, zdaj to služi samo še lovcem ali pa morda rekreativcem. V pomladanskem času, ki se bo zdajle kmalu začel, smo mi tisti, ki seveda pomagamo divjadi pri prehodu iz suhe hrane na zeleno, s tem, da nastavljamo sol na solišča, ki pač ta prehod veliko olajšajo. Seveda gradimo tudi lovske objekte, imamo lovske krmne njive, v nižinskih loviščih smo eni redkih, ki še vzdržujemo grmišča, remize, v katerih sadimo plodonosne vrste, ki dajejo ne samo hrano, pač pa tudi kritje, predvsem mali divjadi. In pa seveda, če je kritje, če je cvetje, potem so tudi žuželke noter in seveda s tem delamo dobro tako divjadi, kot seveda ostalim prostoživečim vrstam, vključno, če hočete, metuljem. To je popolnoma neka druga slika, ki jo dobimo o lovcih. Mi smo že zrasli s to zgodbo o Sneguljčici in hudobnem lovcu. Vedno je ta epiteton zraven, hudobni lovec, ki ustreli. Ampak v bistvu gre za nekaj povsem drugega. Ja, nedvomno gre za nekaj drugega. Tako da glavna orodja seveda so, ne vem, motorna žaga, kosa, grable, traktor, marsikaj pravzaprav, tudi puška seveda, ampak v zadnji fazi, v fazi, ki je pravzaprav redka. Kako pa se lovstvo razlikuje glede na regijo? Ali je slovensko lovstvo drugačno? So lovci v Sloveniji drugačni ali se ukvarjajo z drugimi stvarmi, kot na primer lovci v Avstriji, Italiji? So regulative drugačne? Ja, zakonodaja je zelo drugačna od tega, kaj
oziroma kolikšna površina mora biti lovišča, kako se z njim upravlja, kdo regulira odstrel. Namreč običajno je, da v državah, razvitih državah Zahoda, da ne kakšne pomote, država pove, koliko kosov določene vrste divjadi lahko društvo ali skupina lovcev odstreli, in to je vse. Ne gre za spol, ne gre za starost, pač pa za enostaven odvzem iz narave. Ampak koliko živali, na primer v Sloveniji, je takih, da so za odstrel? Koliko vrst? Ja, če greva na terminologijo, v bistvu imamo prosto živeče vrste, katerih del je divjad. Divjad lovimo. Divjad je pač tista, ki jo zakonski akti opredeljujejo kot tako. Pri nas lovimo 23 ali pa pogojno rečemo 24 vrst. Je to veliko ali malo? V svetovnem merilu je to zelo malo. Namreč, če gremo v Italijo, določene, tam je po regionih reguliran lov in seveda odstrel. Tam lovijo nekih 57 vrst. V visoko civilizirani Franciji, brez vsakega dvoma, jih lovijo čez 80. Ne vem, če so jih sposobna 80 zdajle našteti tukaj. Jaz ne. Jaz bi imel precejšnje težave, ampak ja, tako je. Današnji lov izhaja predvsem iz tradicij. Mi ne vemo nič o lovu z mrežami selivk, ne vemo praktično nič o lovu ptic pevk, dobro, tudi vrana je ptica pevka, ampak govoriva o majhnih pticah, ki jih srečujemo tudi okrog mesta. To nam nikoli ni bilo blizu, nikoli nismo lovili. Ni te lovske kulture take? Ni tradicije, ni potrebe in to se ni preneslo iz roda v rod. Tako da to ne razumemo. Je pa seveda to stvar vsake države oziroma vsake skupnosti, da te stvari v skladu s svojimi etičnimi, moralnimi in tako naprej normami regulira. Obstajajo celo v Italiji, ker se je seveda precej, bi rekel, počistila krajina, bodisi že v 19. stoletju, pa pol kasneje, obstajajo celo lovni parki. Namreč zasadili so drevesa tako, da ko so ptice priletele, so jih seveda na drugi strani nekako oziroma na določen način uspešno lovili. Se pravi, nam popolnoma tuja tradicija, vendar tako je. Tako neetična se zdi. Nam se zdi popolnoma neetična, vendar vedeti moramo, da če pogledamo Pirineje, kjer se je veliko lovil z mrežami, je bil to tudi pomemben prispevek k preživetju določenih vasi. Ali pa morda malo priboljšek včasih. Tako da z našega stališča seveda nerazumljivo, je pa seveda res, da tukaj čez ne grejo kakšne pomembne migracijske poti ptic selivk in da tukaj tudi konec koncev nismo nikoli kaj posebej lovili drugih selivk, ne bodo to race, kosi in tako naprej. Torej, omenili ste, da je slovensko lovstvo drugačno. In pripomogli ste k temu, da je slovenska lovska kultura zapisana v register nacionalne nesnovne kulturne dediščine. Zakaj je ravno slovenska kultura na tem seznamu? Torej, kaj jo odlikuje? Zakaj si je to zaslužila? Ja, kot so zapisali tudi v obrazložitvi na Ministrstvu za kulturo, gre pravzaprav za en velik sklop, ki se začne z trajnostnim oziroma vzdržnim upravljanjem z naravo, vključno seveda z vrstami, ki jih lovimo, preko lovske kulture, šeg, navad, običajev, pa seveda tudi do same celote kot take. Kot so napisali, gre za pomemben del slovenske identitete. Skratka, smo dovolj samostojni, se dovolj ločimo od, rečemo, rahlo podobnih kultur iz časov, iz držav, ki so nastale iz Avstro-Ogrske, vendar smo samostojni. Gre za določene, verjetno ste že slišali za lovski krst, naprimer, za lovsko latinščino, kjer se pretirava in druge stvari, ki so dosti bistvene. Danes rečemo, ta je pa lovska. Ja, to je pa Zakaj pa lovci tako pretiravajo? A je to lovska nečimrnost? To je kar del, kaj naj rečem, lovske kulture oziroma lovskih običajev. Temu rečemo lovska latinščina. Gre za tudi pretiravanje. Nemci rečejo Jäger Latein. Ja, to je to. Tako da ja, v tem smo različni.
Gre pa dejansko za to, da ta lovska kultura danes pa naj omenim konec koncev tudi številne pevske zbore, rogiste, slikarje, kiparje, fotografe in tako naprej. To je ena celota, ki deluje sama zase in predstavlja del identitete Slovenije. In omenili ste tudi ta spoštljiv odnos do živali, ki ga imajo slovenski lovci. To je zelo pomemben tudi do del. uplena. Ja, zelo pomemben del naše kulture in konec koncev navade, namreč skrajno neobičajno je, ko, ne vem, sem bil s prijatelji, rečemo v Veliki Britaniji, tam se žival upleni in to je to in se je odvleče. Pri nas je to nekaj nezamišljivega, namreč mi imamo svojo navado, da se izkaže zahvala uplenjeni divjadi z vejico, ki jo damo v gobec in je to zadnji grižljaj. Ravno tako se izkažemo s tem, da smo uplenili, da mi nosimo vejico plena in seveda s celotnim spoštljivim ravnanjem, tako z uplenjeno divjadjo, kot s tisto, ki seveda živi in ki je pravzaprav bodočnost. Včasih pa je treba ustreliti tudi kakšno žival, ki povzroča škodo kmetom. Ali je pri nas to običajno, da se take živali ustreli, ali se kako drugače poskrbi, da živali več ne povzročajo škode? Ja, in kako je to sploh prisotno v Sloveniji, v kolikšni meri? Zdaj, tle prihajava pravzaprav na področje, na podlago, na kateri delujejo lovske družine. Država je namreč pri nas lastnik oziroma država daje koncesije lovskim družinam, to se pravi lovskim društvom, za določeno lovišče. V tistem lovišču morajo v skladu z lovsko-upravljavskim načrtom opraviti vse, kar je potrebno, tako kot so prej govorila, dela v lovišču, pa tudi odstrel. S tem, ko prevzamejo koncesijo, pa prevzamejo tudi vso odgovornost za škodo, ki jo povzroča divjad na poljskih pridelkih. Zato seveda smo lovci zainteresirani, da te škode ne bi bilo. Je seveda lastnik tudi dolžen poskrbeti na primeren način, kot dober gospodar, da zaščiti svojo imovino in pri tem seveda lovci pomagamo. Bodisi pri postavitvi ograj, veliko lovskih družin daje električne pastirje v uporabo kmetom, tako da tukaj kar precej aktivnosti pred tem, ko gremo, rečemo, v zadnjo fazo in ko seveda smo prisiljeni zreducirati določene Katere živali pa na primer povzročajo škodo slovenskim kmetom? Daleč največ, skoraj 90% škode v Sloveniji povzročijo divji prašiči. Jih je preveč? Preveč jih je, veliko, rečemo, kaj je preveč, je težko reči, ampak ja, veliko jih je, potem sledi počas jelenjad. Namreč vedeti moramo, da v sodobnem kmetijstvu imamo ogromne komplekse, koruze, na primer, ki je potem, ko zraste tam meter in več idealno, in hrana in skrivališče za divje prašiče grejo noter in ostanejo noter do žetve. Tako vemo, da pač koruzo so zdaj požanje, ostanejo samo strnišča in prašiči ostajajo noter, kar precej posnetkov tudi na YouTubeu, kako ostanejo prav do zadnjega, ko ga traktor skoraj povoz oziroma kombajn potem šele zbeži. Tako da ja, to so vrste, zdaj odstrel, ja, seveda preventiven, skuša se preprečiti dostop za ograjo, po drugi strani pa seveda prašiče, če govorijo o njih, seveda spraviti iz takih kultur. Lovca se vedno predstavljamo seveda tudi v spremljavi psa. To so posebni psi, ki so delovni psi. V knjigi Divjad in lovstvo, ki sem jo tudi danes prinesla s seboj, sem prebrala, da na lovu za malo divjad mora biti pes. Ja, kakšno vlogo ima torej pes, na primer uši, ko greste na lov? Po naši slovenski zakonodaji seveda samo individualen lov je lahko brez preizkušenega psa. Zdaj, če se vrnemo čisto na začetek, v Sloveniji lahko lovimo samo z pasemskimi psi, ki imajo opravljeno preizkušnjo v delu. Zdaj, uši je ptičar, to se pravi, je namenjena predvsem iskanju male divjadi na večjih področjih, samostojno išče, ko začuti žival, markira, kot pravimo, se pravi, nakaže, kje je,
takrat lahko lovec pride bližji, seveda, če je kaj takega, da zleti strelja in potem ona to plen prinese. Je pa uporabna tudi za marsikaj drugega, tudi krvnosled, na primer, ali pa druge stvari. Namreč dostikrat se zgodi, bodisi da avto seveda zbije, poškoduje divjad, tega imamo kar precej. Kaj pomeni recimo precej, koliko bi to pomenilo na letni ravni? To so zelo velike številke, tam lahko rečemo čez 10.000 primerov, ki jih poznamo. Povožene divjadi? Nesreč za divjadjo, za katere vemo. To so velike številke, praktično nekaj na dan in seveda vse sorte se zgodi. Prebrala sem, da je neki francoski novinar preživel nekaj časa tudi v Sloveniji in v reviji Le Point napisal članek z naslovom Srečen kot medved v Sloveniji. Kaj je s tem mislil? Ja, dejstvo je pravzaprav, kar se danes že ve, da v Sloveniji je gostota medvedov največja na svetu. Da se precej zanesljivo reči, da imamo v Sloveniji verjetno okrog 1000 medvedov. Seveda niso povsod in zaradi tega je gostota toliko večja. Tudi zaradi projektov, o katerih sva govorila na začetku, kjer je del bil namenjen tudi preprečevanje škod po medvedih, preprečevanje prihajanja medvedov v vas, kjer običajno so razmetavali smetnjake, izdelali so poseben medvedovaren smetnjak. In pa tudi zaradi časa in seveda učenja ljudi o medvedih in sobivanju z medvedi, je pri nas relativno malo nesreč, konfliktov. Seveda so in je normalno, da so, vendar stvari so pravzaprav na nek način za Francoza popolnoma nepojemljive. Namreč v Francijo smo že nekajkrat izvozili medvede, rečemo tega, v Pirineje, v Savojo in tako naprej. Vendar je okolica, rečemo ljudje, pastirji, popolnoma netolerantni do njih. Žal so jih tudi precej pobili in enostavno jim ni jasno, kako lahko tukaj sobivamo z takim številom na tako majhnem prostoru. Naš projekt Evropska noč raziskovalcev humanistika, to si ti, s temo Človek žival, se ukvarja seveda z znanostjo. In zanima me, ali tudi lovci sodelujete z nekimi znanstvenimi inštitucijami? Na vsak način. Lovstvo oziroma upravljanje z divjadjo in seveda okoljem je povezano, po mojem mnenju, vsaj z 3 področji. Eno je gotovo gozdarstvo, upravljanje gozda, drugo je seveda biologija živali, upravljanje s populacijami in seveda veterina. Pred kakimi 15 leti, verjetno že kakšno leto več, smo pri Lovski zvezi Slovenije ustanovili strokovno-znanstveni svet, katerega člani so raziskovalci, profesorji iz teh 3 fakultet, tudi drugi zunanji iz raznih inštitutov, tudi 1/3 jih ni lovcev kot članov Lovske zveze in seveda preko njih sodelujemo z temi inštitucijami. Konec koncev imamo tudi predstavnika Filozofske fakultete, dr. Zupančiča Jerneja. Tako da ja, pomembno, predvsem zato, da dejansko delujemo na znanstvenih osnovah, da sledimo razvoju, pa naj bo to upravljanje populacij ali pa konec koncev vzdrževanje oziroma izboljševanje habitatov. In seveda, da se lahko z tistim, ki nam predpisuje, kaj moramo predvsem vpleniti. To je država? Država, ja. Da se lahko z njimi pogovarjamo enakovredno. Ali je to običajno, da Lovska zveza ali pa lovci sodelujejo z znanstvenimi inštitucijami? Ne, žal ne morem reči, da je običajno. V nekaterih državah je to, mislim pa, da smo mi tle kar v špici. Konec koncev strokovni znanstveni svet izdaja tudi znanstveno publikacijo Zlatorogov zbornik. Tudi nekatere knjige v okviru Zlatorogove knjižnice, ki jo izdajamo praviloma enkrat na leto, so strogo strokovne. Tale je bila ob izidu pravzaprav najbolj kompleten pregled, strokoven pregled zlatega šakala oziroma evroazijskega šakala.
Imamo pa tudi druge znotraj tega, bolj poljudne, kot je na primer divjačina, prava divjačine. Tako da ja, znanost je pomembna in je temelj za uspešno in seveda pravilno upravljanje s populacijami. A znanostjo deluje Lovska zveza Slovenije ali lovske družine? Ker pravzaprav sem že prej hotela vprašati, kaj počnejo pravzaprav lovske družine, kako delujejo? Ja, kot sem rekel, lovske družine imajo za državo podpisano koncesijsko pogodbo za upravljanje z določenim loviščem, kar je tudi precej enkratno in seveda zelo dobro lovišče, mora imeti najmanj 2000 hektarov lovne površine. To je veliko. To je v evropskem smislu zelo veliko. Najmanjše imajo določene dežele v Nemčiji 75 hektarov. Čez mejo na Koroškem, Avstrija 115 hektarov. Zdaj, 2000 hektarov naj bi predstavljali neko področje, na katerem lahko določene živali, določene vrste stalno živijo. Skratka, imaš možnost vplivati na njih. To ni za Slavca, ne? Volka Slavca, on rabi več. On ni razumel. Tako da ja, zelo pomembno je, da imaš ti neko področje, da imaš nek del neke populacije, ki je bolj ali manj stalna, ker potem lahko pravilno vplivaš na njo in tudi veš, kaj se ti v naravi dogaja. Zdaj, če grejo naprej, iz lovske družine se povezujejo po zakonu v Lovsko zvezo Slovenije, ki je krovna organizacija. V Sloveniji imamo 411 lovskih družin, ki upravljajo z lovišči. Lovska zveza ima pa poleg tega še druga društva, ki delujejo v smislu ohranjanja narave in tako naprej, tako da je nekaj manj kot 450 društev članov Lovske zveze Slovenije. Mogoče je treba še reči, da v Sloveniji... Imamo tudi članice ali so samo člani? Imamo pravzaprav vedno več članic, jih je že preko 500, kar je lepa številka in zelo zanimivo je, da seveda, bom rekel, kar v zadnjih 5-10 letih morda se njihovo število proporcionalno povečuje, tako da lepo. Dostikrat je vzrok študij in narava, interes za naravo, včasih pa tudi pes. Kupijo psa, ki je lovski pes in seveda... Ga morajo zaposliti. Ne moreš mu dati nič boljšega, kot je lov, tako da tudi to je vzrok. Ampak, ko hodite na ta srečanja lovskih družin ali Lovske zveze Slovenije, je predpisana tudi uniforma, ali je to slučaj, da ste prišli na naš pogovor v uniformi? Mi temu pravimo lovski kroj. Uniforma je tako nekako... Ima neke slabe konotacije, vem. Dobro, drugačne rečva. Tako da ja, to je lovski kroj, je predpisan v tem smislu, da je želja, da bi ga vsak lovec imel in moram reči, da v Sloveniji je izredno visok odstotek lovcev, ki ga imamo letnega, imamo zimskega. Sestavni del je tudi klobuk, ki sem ga dal dol, ko sem se tukaj usedel, drugače pa ja. Predpisan je seveda kroj kot tak, klobuk in vse ostalo. Tako da nosimo ga seveda, kadar so posebne priložnosti, kot je ta danes, ali pa ko imamo kakšne sestanke, ali druge, rečemo, zadeve, ki so tudi to je del slovenske lovske kulture. Nedvomno. Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. Vsi si želimo nekako svet brez vojne, brez revščine, nekateri tudi brez lova. Kaj bi se pa zgodilo, če bi na primer v Sloveniji prenehali loviti? Ja, zdaj to je precej, bi rekel, tako vprašanje za ciganko, ampak lahko trdimo, da bi določene vrste izredno uspevale, konec koncev. Predatorji ali kakšne druge? Oboje. Predatorji ne morejo živeti, če nimajo hrane. To se pravi, konec koncev v Evropi v zadnjih 10-20 letih imamo dve izredno uspešni vrste. To je divji prešič in pa v zadnjih... Ja, ki je celo v Berlinu, tako neka stalna veduta. Ja, v Berlinu naj bi živelo vsaj 5000 prašičev, ki jih nikakor ne morejo spraviti ali pa zmanjšati števila. V Rimu vemo, da jih je v mestu ogromno, da povzročajo nesreče prometne in tako naprej. Skratka, prilagodili so se in našli seveda svojo nišo, svojo hrano. Tako da nekatere vrste, če se vrneva na to hipotezo, bi bile zelo uspešne. Kaj jih lahko
kontrolira oziroma kaj lahko zmanjšuje populacije predatorji v določeni meri, seveda tudi bolezni. Konec koncev pri prašičih imamo zdaj v Evropi afriško prašičjo kugo, ki je velika grožnja za proizvodnjo, seveda za domače prašiče. In zato seveda smo tudi lovci del rešitve oziroma trenutno edini, ki posegamo pomembno v populacijo in skušamo znižati število divjih prašičev in jih s tem seveda držati nekje v nekih razumnih številkah. Populacijska dinamika gre običajno tako, da se najprej namnoži plen, ko je veliko plena, se namnožijo predatorji, potem seveda plena počasi zmanjka z takih ali drugačnih razlogov, potem pa seveda grejo tudi predatorji navzdol. Treba je vedeti, da pravzaprav govorimo o nekem naravnem viru. Divjad oziroma meso divjadi, če hočete, je verjetno najboljše meso, ki ga lahko zaužijemo. Žival je živela v naravi, nikoli ni bila podvržena nobenim tretmajem, vedno na odprtem, hrano si izbirala samo najboljšo, ki jo je pač ima, in nedvomno je to. Je pa seveda če gledamo na odstrel, je produkcija, rečemo temu v narekovajih, tega mesa kar pomembna. Zelo tak pozitiven odnos do tega, do divjačine kot prehrane imajo bolj na severu, kaj ne? Gre za drugačno tradicijo lova. Pri nas je seveda ravno tako se vedno koristilo meso, vendar če govoriva o Skandinaviji, tam je seveda stalno prisoten evrazijski los. To je ogromna žival, ki ima, 500, lahko tudi več kil. In seveda, ko ena skupina upleni losa, je to silno pomembno za preživetje zime in tako naprej. Tudi zaradi tega. In tam nikoli niso posebej, bom rekel, skrbeli za populacije tam, tako kot sem omenil, gre za to, da imajo dovoljenje za odstrel toliko in toliko tolikšnega števila, zdaj že tudi nekaj po spolu. In to je to. In lov v Skandinaviji pomeni hrana, neposredno. Pri nas je to nekako vzporedno, rečeva, morda celo bolj sekundarno. Ampak ja, vedno bolj prihaja, vedno bolj se zavedamo, kako kvalitetna je ta hrana in seveda je to del zgodbe. Jaz potem zaključujem najino zgodbo in se najlepše zahvaljujem za ta intervju, pogovor, ki nas je skušal morda ozavestiti o tem, kaj vse počnejo lovci dobrega. Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. Zdaj pa še Ušiko.